Namesto na običajni lokaciji, torej ob gasilskem domu, je Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode letošnji dan odprtih vrat oziroma preventivni dan že tretje leto zapored organiziralo v soboto dopoldne na prireditvenem prostoru ob Medvoški tržnici z namenom malo predstaviti gasilsko društvo, letos je pa tudi varstvo pred požari v naravi, zato imamo tudi tle spredaj opremo, ki jo uporabljamo za požare v naravi, sicer pa tudi ostalo gasilsko tehniko, ki jo imamo pri nas v gasilskem društvu, pa sicer to ni vsa. Ta večja cisterna naša je zdaj na popravilu, tako da za nekaj cajta bomo brez cisterne, ampak vse ostalo pa imamo. Tako da. In ko ste rekli požari v naravi, je to pogost pojav recimo? Ja, to je pogost pojav poleti, zgodaj spomladi, pa lahko tudi pozima, ker takrat, kad ni padavin, je tega dosti, pa tudi ljudje čakurijo ali pa kaj sekajo ognjen, kaj zakurijo, lahko hitro kaj uide. Kaj je tista klasična oprema gasilca, ko gasi požar v naravi? Se pravi, najbolj fajn je, da je gasilc primerno obut, se pravi, to niso klasični gasilski škornji ali pa čevlji, lahka oblika, je to kombinezona, je dvodelna oblika, lahka čelada, usnjene rokavice, pa naprtnača, metla ali pa ročnik z visokim tlakom, pa šponajo. Kot rečeno, je Uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, Slovenskim združenjem za požarno varstvo ter Zavodom za gozdove Slovenije letošnji mesec požarne varnosti namenila prvenstveno ozaveščanju prebivalcev o ključnem pomenu požarne varnosti, tokrat s poudarkom na preprečevanju požarov v naravi. Kot odziv na lanskoletni uničujoč požar na Krasu. Požari v naravi so pogosto posledica človeške nepazljivosti ali neprevidnosti pri uporabi odprtega ognja. Če bi vi izbirali geslo meseca in temo, ki bi jo bilo potrebno se lotiti, bi bila to ta ali bi izpostavili mogoče kakšen drug problem? Ja, letos smo imeli tile poplave, ogenj še lahko pogasimo, pa nekako ustavimo vodo pa zelo težko. In z vašega stališča kot gasilec, ko ste videli, s kakšnimi težavami vse smo se obadali, kaj bi vi svetovali ljudem v primeru poplav, zato da bi vi mogoče imeli manj dela? Prvo je, da vsak poskrbi zase toliko, kar lahko, kar je v njegovi možnosti, da stvari lahko dvigne, prestavi nekam višji. Če je možno, da kakšen jašek zapre, da da kakšno dilco bradorata, da malo s piskom zažoka. Pa, ko se že enkrat to naredi, se ne bo voda 100% zaustavil. Ko se to naredi, da je tudi malo strpen, da ne bo kuj ta prvi na vrst, ker jih je verjetno še 100 ali pa 200 drugih, kaj treba jim pomagati. Prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode je sicer društvo tretje kategorije in osrednja enota občine Medvode. Ste mogoče prešteli, koliko dni ste bili v letošnjem poletju na kakšnih intervencijah? Ja, ta poletje je bil kar nov, tistega 4. avgusta, saj za kakšen mesec kar potegnili vse skupaj. Pa že julija se je začelo z urjem, ja. In če se vrnemo nazaj k temi fotografijami, ste rekli, da so iz različnih akcij, kdo je naredil izbor in kaj mogoče ste izpostavili na fotografijah? To smo kar v gasilnem domu zbrali nekaj slik, teh je 130 slik, ki smo jih zbrali tako čez vse leta, pa je kakšna slika taka, ki nam je bolj v oči padla, pa smo jo dali. Pa tudi to ostane za arhiv v društvu, da imaš to na steno na liman, pa to ostane kot zgodovina tudi za naprej. Tudi tokratni dan odprtih vrat je bil torej namenjen svetovanju o preventivnih ukrepih, predstavitvi opreme in delovanju društva. Veseli, če se jim bo še kdo pridružil. Ja, malo je problem s podmladkom, zato ker današnje mladine to nič več, ki dosti nas zanima. Se pa na teh dnevih odprtih vrat trudimo čim več mladine privabiti. Imamo potem tudi vaje ob sredah za pionirje, za mladince in jih pol na teh vajah učimo, se pravi vseh gasilskih veščin, da se poj lahko odločijo za naprej, ki so starejši, da grejo z nami v ogenj. Kdo je tisti, ki je te privabil recimo in kaj te je privabilo med gasilce? Mene je v 7. razredu povabil sošolc na tele mladinske vaje. Začel sem hoditi in me je zelo malo prijelo to. Zelo smo se imeli fajn, tako da sem pa hitro nadaljeval tudi z operativo. Pri 16 letih sem se vključil na operativne vaje
Potem sem pa z gasilci smo imeli različne vaje, se pravi, ne vem, kako iz avta ponesrečenca ven dobiti, kako se gasi požare, vse take zadeve, in to me je res začelo zanimati in sem se pa res fajn vključil. Sem pa rekel, da bom to znanje tudi predajal na mlajše, tako da zdaj imam tudi vaje za pionirje in tako prenašam znanje naprej, ker sem ga jaz dobil od starejših. Gasilci niste daleč od tega, da bi gasili samo požare, veliko stvari je, tudi bolničarji, tudi različne so te specialnosti tvoje. Jaz imam za nosilca dihalnih aparatov, imam tudi za gašenje notranjih požarov, za varno delo z motorno žago, pa še kaj bi se našlo. Preventivni dan na istem mestu, torej na prireditvenem prostoru ob Medvoški tržnici, preški gasilci načrtujejo tudi za to soboto. Bo kaj drugače? Ja, sigurno bo kaj drugače, zato da pač ni skozi enaka, ne. Bomo tudi kakšno vajo še naredili za drug teden, ja. Prostovoljno gasilsko društvo Preska je med drugim že 27 let ponosni lastnik gasilskega terenskega vozila za gozdne požare, ki je bil nepogrešljiv član na preko 1000 intervencijah in še številnejših vajah. Ker pa vozilu čas ne prizanaša in ker sta zanesljivost in varnost na prvem mestu, so se odločili za njegovo zamenjavo. Zato so se na občane obrnili z veliko prošnjo. Če kdo razpolaga s 4x4 pick-up vozilom s sedišči za 4 ljudi, starim do 5 let, in bi bil pripravljen to vozilo donirati njihovemu društvu.